teme. Kids TV. Dan, dober dan, Diana tu in ti si tam. Ponovimo skupaj. Dan, dober dan, jaz sem tu in ti si tam. Pred nami je še zadnji, zimski, decembrski risarski izziv. Ta teden sem obljubila, da se naučimo narisati koga? Božička, res je! Božička bomo skupaj narisali. Tudi ta je nekoliko zahtevnejši, ampak s pomočjo Čivčav knjige sem prepričana, da nam bo vsem uspelo. Potrudili se bomo, ne bomo obupali in ga skupaj narisali. Ste za, da začnemo? No, pa dajmo. Čivčav knjigo bom odložila semle, da jo bomo vsi lahko videli ves čas, medtem ko bomo risali. Zdaj pa moramo izbrati barvo. Jaz bom izbrala rdečo. Ja? Ok. Pa se bom takole mečkan obrnila, da bom lažje risala. Pa gremo kar na napotek številka 1. Narisali bomo rahlo ukrivljeno črto. Takole, poglejte. Rahlo, čisto na rahlo ukrivljena. In en oval. Ta oval bo predstavljal nos. Zdaj pa samo, da vidimo, koliko daleč mora biti. Pa recimo, da bomo dali takole naš kazalec. Pa tukaj narišemo eno pikico. Evo, tule mora biti naš ovalni nosek. Evo ga. Imamo vsi nos? Imamo. Krasno. Napotek številka 2. Takole rahlo polkrožno bomo povezali nos in tole zgoraj narisano črto. Evo tako. Imamo? Odlično. Zdaj bomo pa narisali vzporedno tejle rahlo ovalni črti še eno. Tako. Imamo vsi? Zagotovo? Ok, gremo naprej. Napotek številka 3. Povezali bomo takole z navpično črto, zgornjo rahlo polkrožno črto z spodnjo in enako na tejle strani. Zdaj bomo pa narisali Božičku brado. In sicer bomo, kako naj vam razložim, da me boste razumeli, kako narisati. Se pravi, začnemo tule zgoraj, dobro, in jo peljemo rahlo, jo bomo ukrivili dol, pa kot plamen ognja, takole, in tule še en polkrog in povežemo. Rahel polkrog. Vam je uspelo? A gremo še enkrat, dajmo to ponoviti še enkrat. Tale bradica je kar zahtevna. Jaz bom zbrisala svojo bradico. Takole. Pa gremo poskusiti še enkrat. Prav? Ok, se pravi, kako smo rekli tlele. Rahel polkrogec, ki se zvije v plamen in potem še en rahel polkrogec in povežemo takole gor. Vam je šlo? Odlično. Če vam slučajno ne gre pri kakšni stvari, dajte prositi mamico ali očija, da vam priskočita na pomoč. Dobro? Ali pa starejšega brata, sestrico, kogarkoli, ki bi vam znal pomagati pri majčkeno bolj zahtevnih stvarih. Ok, gremo naprej na napotek številka 4. Pa bo naš Božiček spregledal, pa bom jaz vzela kar črno barvo za oči. Tule nad nosom mu bomo narisali 2 manjša polkroga. Takole. Evo, a znamo vsi polkrog narisati? Polkrog. Dobro? Ok, bom kar zbrisala. Tako. Polkrog, pa bo šel polkrog tale stran. Moj Božiček pa že gleda. In bom spet vzela svojo rdečo barvo, pa bomo tule pri bradi na vsaki strani narisali spet rahel polkrogec. Takole na dol. Tako. Pa še na drugi strani. Tako. Super. Zdaj pa spet imamo kapo. Kapa bo pa ena taka kačasta oblika. Pa bom jaz najprej narisala svojemu Božičku to kačasto obliko, pa jo bom zbrisala, pa bomo še enkrat. Dobro, tako da najprej mogoče pogledajte, v drugo pa rišite skupaj z mano. Pa bomo takole narisali, gledajte. Gre kot en polkrog, ki se potem zvije v tako kačasto obliko. Dobro, zdaj ste gledali, zdaj pa lahko takole zbrišem, pa ponovimo skupaj. Zdaj pa poskusite narisati. Dobro, štartamo oziroma začnemo. Tukaj narišemo en tak polkrog, pa ga peljemo v tako kačasto obliko. Takole. Evo, v redu? Imamo?
Imamo. Gremo naprej. Napotek številka 5. Zdaj bomo pa tole kačasto obliko z enim takim polkrogom zaključili. Ste? Dobro. Pa bomo, tudi tale spodnji del, takole bomo z eno rahlo, pa ni, v bistvu je kar ravna. Z ravno črto kar lepo povežite tale spodnji del. Dobro. Ok, rokice mu moramo narisati. Rokice, dosti enostavno. Tule iz strupa narišemo najprej eno ravno črto in spodaj še eno. Tako. In ju kar povežemo. Tako. In enako ponovimo na drugi strani. Ena ravna črta, pa še druga in ju povežemo. Zelo dobro. Napotek številka 6. Tule na koncu kapa bomo narisali en krog. Cofek. Kapa od Božička je dobila cofek. Pa noge, da bo Božiček lahko hodil, da se bo sploh lahko premikal. Pa narišemo najprej eno navpično črto, poleg narišemo še eno in tule na moji desni narišemo spet še eno, pa še eno. Ok, moje noge so mečkam predolge, jih bom mečkam skrajšala, takole bom naredila. Dobro? Ok. Na napotku številka 7 bo naš Božiček dobil obrvi, roke in zaključili bomo noge. Pa bom za obrvi vzela kar črno barvo spet in mu bom takole narisala dva ovala. Tako. Evo. Oval, znamo vsi oval narisati, poglejmo ga takole, ne? Oval. Pa preden mu narišete obrvi, dajte poskusiti parkrat narisati oval in potem, ko oval zverzirate, se pravi, ko ga večkrat ponovite in ga že znate, ga še Božičku narišete nad oči. Dobro? Zmenjen. Tale gobica je super. Dobro, obrvi smo narisali. Usta. Usta so pa lahko tudi črna, zakaj pa ne? Se pravi, pod noskom, nekoliko nižje narišemo en tak polkrog Božičkova usta. Da vidim, lička mu še nismo narisali, tule pri nosku, takole tukaj na moji desni en krog, pa na moji levi še en krog. Krog pa že znamo narisati, ne? Se ga spomnimo še enkrat, takole. Mamo, zelo dobro. Ok, gremo naprej. Zdaj smo narisali, se pravi, lička imamo, obrvi imamo, usta imamo, roke. Se spomnite, oziroma roki, se spomnite prejšnji teden, ko smo risali palčka oziroma škrata, ko smo risali škrata, sem vam pokazala dve možnosti in enako bomo zdaj naredili. Narišemo mu lahko rokavičko z enim prstom, se pravi rokavička pa en prst, lahko pa narišemo tudi v bistvu kar celo rokavičko, kjer prstek ne štrli ven. Pa poglejte, najprej bom narisala rokavičko, kjer je še en prstek ven, na tejle strani pa rokavička, ki nima prstka ven. Vi se sami odločite, ali narišete s prstkom ali pa brez. Dobro? Nogice. Tule na koncu bomo samo v bistvu na koncu nog dodali en tak, kakor hoče biti krog, pa mu ne rata. Lahko pa naredite kar dva kroga, pa bo tudi čisto v redu. Evo, nogice, super. Zdaj bomo pa samo še okrancljali našega dedka Mraza, pa bom jaz za to uporabila kar črno barvo. Okrancljali, se pravi, tule pri roki mu bomo narisali eno črto. Pa tule na desni še eno. Pa tule, da se bo videl, kje je njegov pas, bomo narisali takole do brade. Eno črto, od brade še eno in vzporedno potegnemo še eno črto, ki jo lahko, če želite, tudi pobarvate, da bo jasno videti, da je to Božičkov pas. Odlično. In tule, da bomo vedeli, kje so ti njegovi škornji, narišemo takole še dve črti. Tako, in od tukaj lahko pa v bistvu tudi takole naredimo, da bo čist jasno, da so to njegovi čevlji. Pa še pobarvala bom. Evo, barvam. Da ima take črne škornje. A so škornji res tako nizki? Niso, ne? Se pravi, če želimo, da škorn izgleda višji, mu tule dodamo eno ravno črto in samo pobarvamo. Takole, tako lahko še eno. Tako. In enako ponovimo na moji desni. Ravno črto narišemo, tule, če ste rdeče, potegnem še črne črte, pobarvam in Božiček dobi škornje, take ta visoke, ta prave. In jaz mislim, dragi moji otroci, da je to, da smo Božička narisali čisto do konca. Poglejmo, a smo ga res, a ima naš Božiček
ima kapo s cofkom, ima oči, ima lička, ima obrvi, ima nos, ima usta, ima brado, ima oblekico, ima škorenjčke, ima... Kaj pa je tukaj? Poglejte, v knjigi Čiv čav je poleg Božička narisana še vreča z darili. A jo narišemo tudi mi? Ali kaj, se jo naučimo narisati? Ja, želite? No prav, bomo narisali na hitro še vrečo z darili in bomo mi to kar poenostavili. Jaz si bom izbrala, vse sem risala z rdečo, bom tokrat vzela modro barvo. Tako, bom vzela modro barvo, s katero bomo narisali vrečo. A vam bom jaz pokazala, kako na enostaven način lahko to narišemo. Narisali bomo narobe obrnjen trikotnik. Se pravi, če je pravilno obrnjen trikotnik takle, pomeni, da je narobe obrnjen trikotnik takole. In zdaj bomo temu trikotniku narisali samo še en velik, tak wobali krog, ker niti ni krog, da zgleda bolj kot vreča. Evo, pa smo jo dobili, osnovo za našo vrečo, zdaj pa bomo ponovili mašnico. Se spomnite mašnice, ki smo jo risali na naši škatli, že mislim, da v drugem zimskem videu. Poglejte si še enkrat tisti video, če se ne spomnite. V obliki vodnih kapljic smo mašnico narisali takole, ena vodna kapljica, pa še druga vodna kapljica. In potem narišemo še take valovite črte, dol z vreče polne daril. In tule vidim, da so narisane še ene take ukrivljene črte, pa dajmo še mi narisati takole. Ena navpična, ki se stika z vodoravno, pa takole ena vodoravna, ki se stika z navpično. Takole, pa jo imamo vrečo, polno daril. In zdaj lahko rečemo, da imamo točno tako sliko, kot je v knjigi Čiv čav. Tako, pa smo se skupaj naučili narisati tudi Božička. Prepričana sem, da bo vaše pismo njemu krasno, polno čudovitih risbic, ki smo se jih naučili skupaj narisati, pa tudi tistih risbic, ki ste se jih naučili morda v vrtcu, morda starši ali s prijateljčki. Karkoli boste že napisali v pismo, ne bodite razočarani, če slučajno Božiček letos ne prinese točno tistega, kar ste si zamislili. Veste, Božiček včasih prinese tisto, kar najbolj potrebujete. In morda tega v tistem trenutku ne boste videli tako, ampak verjemite, Božiček že ve, kaj dela. Toliko za danes. Želim vam obilo veselja, zdravja in sreče v letu, ki prihaja. Objem, poljubček in se vidimo kmalu. Pa, pa.